Evo, zdaj sem pa prišel do gor. Tukaj je izvir te slane vode. Tako da fino je, fino, super. Dobro jutro. Evo, ta prva stvar, kar je treba jesti. Sem včeraj samo enkrat, tako da mi prepada. Tale sem najdel eno lepo restauracijo, dobro ocenjeno na Googlu in sem rekel, grem. In glejte, tle terasca. Tamle sem parkiral svojega Peugeotčka. Všeč mi je k muskani. Glejte, naslednji moj cilj je pa tamle, glejte, se pravi, tele slana jezera so tamle na uni stran, sem gužva za znort. Kaj bom naročil? Glejte, čist jasno ko beli dan. Velika porcija. Evo, prišlo, glejte, to je ta prava porcija. Tudi ta prava porcija čebule, noro. Kupus solata, še malo paradajza so dali. Se ne more biti boljš. Wow. Koliko vam jaz tole rad. Malo je prišlo do spremembe plana, glejte, jaz sem namenjen semle, se pravi ta slana jezera, ki je izredno zanimivo, ampak glede na to, da je nedelja, glejte, kakšna gužva. To ne bo noben užitek, tako da nima smisla. Tako da naredim nov plan, jutri bom pa zjutraj ob 7 odprejo, pa bom šel ob 7, pa bom lepo sam tle užival. Glede na to, da se nisem šel kopat, sem se pa odločil, da grem v Srebrenik pogledat grad, ki naj bi veljal za enega najlepših v Bosni in Hercegovini. In že tamle, ko sem se peljal, ko sem ga videl, sem rekel, to je to. Seveda sem ga pa tudi prej videl na video posnetkih, pa tako naprej, tako da sem se odločil. Tudi dron imam s seboj, tako da se obetajo kar dobri posnetki. Drugače pa tlele sem prišel, tlele imajo parking, parkiraš avto, 1 evro je parking, pa se moraš pa tle sprehoditi, bomo videli, koliko daleč. Evo ga, sem vam rekel, da je hud. Sicer snemam proti soncu, da slabo vidite. Pa kakšni bojo tudi hudi dron posnetki. Wow, noro. Evo, tukaj smo zdaj tik pred vhodom. Tole je tale most zanimiv. Boste videli, kako je to globok, ko bom z dronom posnel, če mi bo seveda uspelo, ker zadnje cajte imam s tem dronom toliko problemov, da nikoli ne vem, bo ali ne bo. No, glejte, če dol pogledamo, kar visok, a zdaj gremo pa noter. Tole pa ni najbolj pošteno, da mi tujci plačamo 2,5-krat več. Ne vem, kje tu pobirajo. Majstra, ki prodaja karte, sem probal prepričati, da mi proda za bosanskega državljana, pa ni šlo. Kar popolnoma razumem, zakaj bi on riskiral zame, ki me ne pozna, neumno. Tudi jaz verjeten ne bi, ne. Boste rekli, kaj se tu blamiram. Veste, nepošteno se mi to zdi. Tudi tako kot v Sloveniji grejo po isti poti. Samo vse čim več zaračuna človeku in meni gre tu, tisti, ki me poznate, zelo na živce, ne. Pol govorijo, da gre to za ne vem kaj, za obnovo, pa pa tret. Vejte, bolj gre za lastne interese tam onem v državnih ustanovah, da si fine plače izplačujejo, tako da jaz mislim, da bi mogle biti take stvari celo zastonj. Ne pa, da zdaj, ko tujec pride, da mu pa 60% več vzameš. To mi pa ni všeč. Niti tle, niti druge, niti v Sloveniji, niti nikjer. No, tlele sem šel po obgradu po eni potki
in lejte, koliko je tle strmu in lepo dol. Tamle sem pa videl, se je zabliskalo ful, tako da pričakujem dež, točo, Bog ve kaj. Zdaj tle naprej se nam sprehajajo, da nam kje pol. Grem pa še gor, ke gor pa še nisem bil. Tukaj imate en prostor, kjer se predvaja video, pa pove zgodovino. Zanimivo za poslušati. V glavnem, kdaj je bil ta grad zgrajen, kdo ga je gradil, koliko časa so ga gradili, se ne ve. Mesto Srebrenik se prvič omenja leta 1333 in se niti ne ve, ali je takrat grad že bil ali ni bil. Bil je na važni poti, ker tukaj je bila meja med Bosno in Ogrsko. No, potem je pa padal Madžarem v roke, pa Otmanskem cesarstvu, pa tako naprej. Tako da je mu kar pestro zanimivo za zgodovino. Sem pa malo razočaran, no, lejte, tole je vse, kar vidiš, in zato ti fino vstopnino zaračunajo, ne majhno. Tako da, ja, bi človek pričakoval vsaj kele gor, kam lahko šel. Ampak dober, jaz bom dron spustil, tako da dron, to bo še najboljši dron posnetki tukaj. Vedel, da bi midva lahko prijatelja bila, ne? Ja, kako si lep. Kako si lep. Ja, v avtu imam brikete. Nimam jih tle. Hejte moj, zlati moce. Evo, zdaj pa še dron spustiti. Moram reči, da je kar neprijetno opravilo. Si živčen, ko veš, ko bo kje dol pade. Tu, tret, četrt. Tako da, pa še sposojen ga imam, ni moj. Tako da, ja. Ampak, da ga pa tlele ne bi dvignil, bi bil pa smrten greh. Eno urco sem letel z dronom. Napišite v komentar, če sem kaj dober posnel. Učil sem se. Dolg cajt nisem z dronom snemal, pa se še učim. Tako da upam, da vam je bilo všeč. Napišite v komentar, če je dober. Drugače pa ja, trenirati bo treba, trenirati. Vam pa povem, je zdajle pa dober občutek, ko sem tule končal. Drugače pa note verjeli, veste, da me še GoPro nekaj zajebava. Kar crkne nekje na sred. Snemaš, ugasne, noče vžgat, noče ugasnit. Tehnika mene nima rada. Sem mislil, da me sam ženske ne marajo, pa vidim, da me tudi tehnika ne mara. Tako da ja. Nimam sreče v življenju. Ajde se me bo morda pa denar kaj bolj prijel, kaj pa vem. Bomo videli. Evo, zdaj grem pa še semle nekaj spit, pojesti. Tak, lepa lokacija. Sem že, ko sem šel dol, sem videl, da to bo to. Tako da se usedem, upam, da ima kakšen burek. Zdaj pa tudi je že čevapčiču dosti. Začel je padati dež in slišim rakete. To so sigurno rakete za točo. Tu so pri nas, tu se spomnim, to je bilo pred 40 letem. Še več pri nas so jih spuščali. Zdaj se je pa tu čisto nehalo. Ne vem, a ni učinkovito, ali ne vem. 2 so šle. Sem mislil, da bo še kakšna, da te slišali, pa ni. Tako da, ja, zdaj sem tlele dol prišel. In sem rekel, če ima kaj za pojesti, nima neke hude gužve, rekla sem čevapi. Sem rekel, imate kakšno pito? Pa je rekla, da ima s papriko.
Še nekako pojma nimam, kakšna je. Je rekla, če imate rad papriko, bo dobra. Zase so tudi to jeli, pa zgleda še malo ostalo. Tako da bo sigurno fejst dober, ker zase valjda so dober naredili. Pa nekaj novega probal. No, eni ste me spraševali, za kaj skozi čevape jem. Jaz takole, ko pridem en cajt sam čevape, ki jih imam pa dost, pol pa malo presekam s kakšno pito, se pravi zeljanico, ponavadi. Tudi tle bi pojel eno tufahijo, če bi imeli, ampak tole bo še najboljš, tako da to je to. Vam pokažem, ker pride. Evo, takole tole zgleda, se mi je kar nasmejalo, ki je prinesla še malo zelenjavce. Vrhunsko, povem na konc, kakšno je. Toliko, da vam povem, da tam je bila una pita od paprike odlična. Zdaj sem pa videl, da ful ljudi sem gradu hod, se pravi sončni zahod gledat. Sem rekel, grem pa še jaz. In sem tlele najdel en fini plac za timelapse posnet. Bomo videli, kako bo ratalo, glej naprej. Dobro jutro. Danes je pa čist druga situacija tukaj na kopališču. Glejte, tle vidite zadaj parkirplac čist prazen. Včeraj je bilo tu vse nabito, polno, vse travnike. Vse čist polno. Ljudi je danes 3% to, kakor jih je bilo včeraj. Evo, lejte, tle sem parkiral mojega Peugeotčka, lejte, čist prazen parking, unle gor, čist včeraj je bilo pa vse, lejte, tisto tamle gor, ki je travnik, je bilo vse zaparkirano, čist do amena. Tako da, evo, sem prav naredil, kakor sem se odločil. Evo, prispel noter, zgleda super, res zgleda dober, prav po morju diši, je pa nimajo nekih garderobnih omaric. To pomeni, en sledilec mi je v enem komentarju napisal, da imajo. Se pravi, tu ne drži, se je zlagal ali je pa na pamet rekel, tako da dobro, da nisem tega njegovega predloga čisto upošteval, da sem malo dvomil v njega. Prav super so teli bazeni. Zdaj se bom najprej sprehodil okoli in okoli, da vidim, ko je, lejte, tamle na sred, celo voda ven gre. Vidite, so neki mehurčki. Ni tole slabo, res je dober. Tukaj je pa izvir slane vode z slanimi slapovi. Glejte, takole zgleda. Mi smo zdaj dol. Evo, bom šel pa jaz tole gor pogledat, ker seveda me to zanima. Tole izgleda super. Glejte, dol bazenček, kjer se lahko kopaš. Pol pa takole skozi slapovi. Bomo pa videli še, kaj je zgoraj. Tukaj je tudi slap, lejte, pa zakopati se, lejte, pa si čist sam. Tule je dober razgled na ta cel kompleks. To je kar velika zadeva. Tule en jezero, tamle pa še dva. Evo, zdaj sem pa prišel do gor. Tukaj je izvir te slane vode, kateri pol, če sem jaz to prav razumel, napaja vse te jezera dol. Tukaj vidite enega, tamle zadaj za drevesi sta še dva, ste že videli, zelo lepo. Tale se pa v slapovih dol pada tole, tako da zdaj, ko sem si vse to ogledal, se grem pa še lepo v miru okopati. Da vam še na tabli pokažem, kako izgleda ta kompleks Panonskih jezer, pa kakor gor vidite, pištolo ne smete s seboj vzeti sem.
Tukaj je zelo lepo, tako da razmišljam, da se bom tukaj stacioniral, ki je še senca. Na drugi strani je tudi zelo lepo, lejte, tamle gor še celo travo imate, pa vse. Ampak, dobro, tudi, ko greš v vodo, moraš imeti stvari na uču. Tako da, čeprav to me najbrž malo preveč strah, ampak nič, za vsak slučaj imam le GoPro, denar, kamero, telefon, tako da treba biti malo pazljiv. Voda prijetno topla, po mojem ima 27 stopinj, bi na pamet rekel. Mi sicer odgovarja, zdaj, ker je zjutraj. Čez dan bi bilo pa boljše, če bi imela kakšno stopinjo manj. Zdaj se bo pa prav prijetno. Eno urco se bom sigurno zdaj namakal tukaj noter, pa užival, tako da, super. V jezeru sem se skopal, sem se pa odločil še, da grem pa še majčkeno v tale bazenček. Tako da, tlele, sem se pričakoval manj ljudi, ker prej ni bilo nobenega, ampak vsem bo super. Tukaj je pa veliko bolj sveža voda, se pravi hladnejša, ampak tudi zagotovo čista, ker smo tlele v tem bazenu trije, ki se prvi kopamo, tako da fino je, fino, super. Evo, zaključujem tukaj kopanje, super je bilo, naj vam samo povem še to. Vstopnina čez vikend je dobre 4 evre, med tednom pa dobre 3 evre, tako da zelo pocen, vredno tega denarja, tako da res je fino, tako da jaz priporočam. Sicer ste pa videli v videu, kako je, tako da se brez težav na osnovi videa sami odločite. Pa dajte še tisti, ki še niste naročeni na moj kanal. Dajte se naročiti, sam kliknete gumbek, naročite se, pa zvonček. Evo, končujem tukajle namestitev, odhajam iz Tuzle proti Palam, vmes se ustavim še v Kladnu, oziroma ene jame bom šel pogledat, eno ferato sem plezal, jo ne bom pol povedal zakaj. V glavnem, to je pot, po kateri se še nisem pelal, tako da se jo zelo veselim. Mislim, da bom pa tudi kar nekaj zanimivega na tej poti videl. Ajde, živjo. Na poti sem se ustavil v eni restauraciji, tukajle, taka dober mi je izgledala, fini vrt, senca je, dober, cesta je blizu, ampak nima veze. Ura je malo čez poldne, tako da čas, da prvič jem, pa sem se odločil, da se kar orenk najem. Glejte, eno telečjo čorbo si bom prvoščil, pol boste pa še naprej videli, drugače pa glejte, takle fini vrt, senca, ful, super. Evo dubu, dober zgleda, sam musko sem jo vžgal, kar pomeni, da mogo z YouTubea to dol dati. Zdaj grem pa gor po enih štengah, stopnicah, no, do Djevojačke pečine. To bi v prevodu pomenilo jame, ne ženske jame, ampak jama od punc ali punce, ne vem. Točno, evo, ko pridem gor, vam pokažem. Sem že tukaj. Kaj je dober? Drugače pa veste kaj? Veste, koliko močno ven piha hladen zrak, ki bi pod klimo stopil, da me je kar majčkeno hladno ratalo. V svetlenu nimajo nič, ampak se veste, jaz sem za to vedno opremljen. To je moja luč, brez katere ne grem nikamor, ker ravno zaradi takih stvari se baterije mogo počasno napolniti, ker se mi zdi, so že zelo prazne. Saj po mojem nekaj ful globoka ni ta jama,
ker se mi zdi, da gre tole v krogu. Vidite, na te stran pa ven pride. Sicer nekaj doni. Evo, žabca skače. Zdaj ne bom pohodil. Koliko je žab. Kaj ljudje tle tudi sred hodijo, ali kaj. Noter je megleno. Verjeten, ne vem, čemu je to razlog. Mogoče zato, ker zato se tu slabo vidi, se vidite. Je ful slabo vidnost. Vidite, če tle dol posvetim, ne. Dober, jaz sicer dobro vidim, ampak vidim, da se pa na kameri ful slabo vidi. Ja, tle se zdaj ta les neha, ampak se pa še zmeraj nadaljuje. Pot, morda bomo tu pa še nekaj cajta raziskali. Ja, tle ni nič. Ja, sicer, lejte, videti je, da gre tle kdo, ne? Se malo drsi v papučah. Ja, vidite, tle neki klini. Ne vem, če je glih varno gorjet še naprej, ki bi bil v merelkah, bi šel, ampak čakajte, sem firbčen. Pa lejte, veste kaj, tule gor še gre, ali kako bo šlo dol. Dol bo zdaj, ka bo drselo. Ja, lejte, konc je tle. Saj videti je, oziroma, dokler ne vidiš, da je konc, ni konc. Še pasa na hlačah nimam in mi hlače dol lezejo. Zdaj z teh stvarih delal samem. Tle bi pa malo pol. Dol bom tudi bolažji, ker ne bom snemal. Spet sem prišel na tako situacijo, da drsi. Ljudje, tole zdajle je bilo pa že kar malo smrtno nevarno. Če bi zdrsal dol hele, potemle. Pot je še. Bom kamero ustavil, pa bom šel brez kamere. Uspel prideti ven iz jame. Niti ni bilo tako grozno pol dol prideti, ker sem se malo znajdel. Sem najdel nekje, ki mora verjeten voda teči in ni bilo blata, je bil sam kamne, pa ni drselo. Malo bil tako, ampak se je drselo ni. Ko tam je bilo pa čisto lepo, ampak spolzko klet. Neč, zdaj pa naprej. Poglejte, kakšne hude tunele imajo tlele. Prideš noter, a ta ni tako hud, kot je bil prejšen. Kam šel nazaj, vam bom ga prejšnjega pokazal. Še se kar malo ustrašil, no. Zdaj grem pogledat pa še tole. Bebravska pečina. Mostovi so pa takili, lejte. Drugač pa lepi kraji. Še zadnja znamenitost, ki grem danes pogledat. Bebravska pečina. 500 metrov, po mojem bo to kar v hrib, tako da bo kar nekaj časa trajalo. Tako da bom kar pohitil, cajt me prganja. Video bi rad danes, evo kroprive, dober za revmo. Evo me je, super za revmo. Evo še enkrat. Kogar sem rekel, jaz bi rad še tale video zmontiral, da ga boste lahko že danes gledali zvečer. Tako da se trudim. Ful sem se namatral gor prideti, ker sem budala jaz šel v papučah. Ne vem, zakaj nisem šel v merelkah, budala. Ampak ko pa gor prideš,
Evo, lejte. Evo takole. Mi je bilo predsumljivo, ko sem videl to ograjo. Lejte, gore tudi bodeča žica. A čeprav, lejte, tle se lahko gre. Ko pa če bi ješ, vse tle gre vsak. Bom šel pa še jest. Ko pa češ. Ne vem. Bom razmišljal pri ugaseni kameri. Če te zanima zgodba od tle naprej, kaj so tu psi ali psi. V glavnem, če te zanima zgodba od tle naprej, mi piš preko Instagrama, pa ti pošljem dostop. Ne mi pisati preko maila, pišite mi preko Instagrama, zato ker moram vedeti, komu dam dostop. Na Instagramu me pa najdete pod Tomaž Gorec. Ko sem šel gor, sem vam obljubil, da vam posnamem tale tunelček. Tle noter te kar malo strah rata. Jaz imam po mojem tudi bolj slabe luči. Moraš tudi po tleh gledati, kje se voziš. Imam dolge luči, naj povem. Pa kaj zdaj, če en pride, en mora vrikvercijati, ni druge. No, hvala Bogu, se je rešila. Tlele sem videl ene brezdomne pse. Evo, pa sem imel briketu na tresu, ko se bojijo. Pa so bežali. Samo še pol urce imam do Pal, sem na Romaniji. Zaključujem ta posnetek s temle krajšim kadrom. Rad bi sem povedal, da je bilo v Tuzli super. Nisem še prej nikoli bil, razen pred skoraj 20 letom oziroma 18. Sem en dan prespal, ampak to takrat se niti nisem znajdel, kaj videti, kako, tako da imam vse zelo mnedlem spominu. Ful se pa tudi veselim, da sem prišel na Pale, da bom prišel, no. To pa zato, ker tle sem pa že čisto domač, ne. Tle že vse poznam. Čeprav ne se biti, da boste na videih naslednjih videli stvari, ki ste jih že videli. Ne, popolnoma nove stvari bom šel gledati. Take, ki še jaz nisem bil, nekaj bo pa tudi takih, ki jih še jaz nisem predstavil na videoposnetkih, pa sem jaz že bil. Zelo malo bo pa tacga, ki ste že videli, ne. Pač mogoče bo, ker pač bom glih tam šel, pa tako, ne. Tako da ja, zdajle tukaj bom ne 3-4 dni in bo zelo, zelo zanimivo. Tako da spremljajte naprej. Tudi zasledite me na Instagramu, ker na Instagramu skozi storije objavljam. Tako da tam vidite točno, kaj se v realnem času dogaja. Seveda več pol je pa v tem daljšem videu na mojem YouTube kanalu, ki objavim. Bil sem prepričan, da bom tale video, da bom ta prav cajt prišel na Pale in bom tale video objavil že danes, ampak glejte, preprosto ne bo šlo. Mislim, zmontiral bi ga je še lahko v ta pravem času, ampak glejte, program, da ga obdela, to ga bo obdeloval par ur, tako da niti približno ni šans. Niti približno ni šans. Ampak, kakor sem rekel, lejte, trudil se bom, da bo čim prej te videi. Čim prej. Tako tudi za ceno tega, da si bom danes planiral tako, da bom malo manj videl, da pridem prej nazaj v hotel, pa da bom to sproti montiral in objavljal na YouTubu, pa tudi vsaj enkrat se bom v živo javil, tudi na YouTubu, tako da bo zanimivo.
Tako da, če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, da slučajno kaj ne zamudite, sam kliknite gumbek, naročite se, pa še zvonček. Popolnoma brezplačno je to, tako da brez skrbi. Nič, se vidimo v naslednjem videu.